Dober dan. Živijo. Mednarodna situacija se zapleta z slabim zdravstvenim stanjem ruskega in še kakšnega agenta Skripala. Hkrati se pa konflikt tako zanimivo prestavil na najvišje vrtljaje. Recimo z obdolžitvijo ruskega zunanjega ministra Lavrova, da pravzaprav cela stvar najbolj koristi Veliki Britaniji, ta zastrupitev. Zdaj pa po detektivskih teorijah, pa tistmu, ki mu najbolj koristi, lahko z veliko gotovostjo pripišemo tudi storilstvo. Zadeva je precej konfuzna. Dejva mi to, kad da ima šah, pa kdo igra tlele gambite, kdo igra s težkimi figurami, kdo razume, kdo je v časovni stiski. Se Lavrov, zunanji minister, zdaj v bistvu povzel samo to, kar smo evropski komentatorji že povedali prej, ne? Namreč... Pa kakšni britanski laboristi tudi, ne? Ja, Corbyn, ampak Corbyn je predvsem zahteval dokaze, ne? Ni pa takrat še mogel anticipirati izjav držav, nekaterih držav, ki so tudi sledile tem ugotovitvam, mogoče celo njegovim, naj predložijo dokaze. Neprijetnost je v tem, da je zdaj, ne vem, vodja angleškega laboratorija, ne? Lavrov je rekel, da, če so že pri šahu, da so ta plin, živčni plin, eventualno naredili v britanskem laboratoriju. Potem se seveda mislim, da je bil vodja britanskega laboratorija odzval in rekel, da pri njih tega niso izdelali in da ne morejo dokazati, kje je bil izdelan. Tako da to je strel v koleno. Dokaza, kje je bil izdelan, ni, se pravi... Torej, zakaj potem izgon 60 diplomatov samo iz ZDA, potem pa še iz celotne Evropske unije in Velike Britanije? Če ni dokazano. To je kar velika migracija. To je, zelo nesorazmeren pa zelo velik ukrep za izjavo zunanjega ministra Johnsona, da je to zanesljivo Putin naredil. Mislim, zanesljivo. Na čem se pa upira zanesljivo? Zanesljivost. Preden da tako potezo potegneš, se lahko da je, jaz ne vem, ampak dejansko ne vem. To je problem. In vse to napeljuje k temu, kar smo verjetno komentatorji po celi Evropi že stalno opozarjali, da je preusmerjanje pozornosti od Brexita zelo prikladna v tem trenutku. Tako predimenzionirano odpiranje svetovne hladne vojne zelo dobro učinkuje na notranja nesoglasja, pa na nesoglasja med Evropsko unijo pa med Veliko Britanijo, pri čemer so seveda potem spet ti klasični zavezniki izrazili solidarnost in spet igrovodi Velika Britanija. Se pravi, članica, ki je šla ven iz Evropske unije. Sklicujo se seveda na zvezo NATO. In če so že pri zvezi NATO, ena najboljših, najbolj solidnih članic vseh časov zveze NATO je Turčija, ki ta trenutek namešča ruske protiraketne sisteme. Ja, pa hkrati se Turčija v tem trenutku sestaja z Iranom in Rusijo, s Putinom, da prediskutirajo, kaj narediti z območji, kjer živijo Kurdi. Ker je tudi skrajno neobičajna koalicija. Mislim, Iran, ki je veljal še zelo do nedavnega za celico zla, Rusija, ki včasih ja, včasih ne, pa članica NATO, ki to preusmerjanje zavezništev je očitno, tudi recimo... Ja, rekonfiguracija zavezništev je. Tako je, in tudi recimo to, da je, če vzamemo samo obiskovanje severnokorejskega predsednika Kim Jong-una v Pekingu, potem pa tudi zbliževanje med Rusijo in pa med Kitajsko in pa vojno, ki jo je Trump odprl proti Kitajski. Govoriš o trgovinski vojni. Trgovinski vojni, ja. Govorimo o trgovinski vojni in to je kar precej huda reč. Ja. In potem še navznotraj obrnil vojno proti Amazonu. V bistvu borza zdaj začele svariti Trumpa, da ne neha, ker drugače se bo gospodarstvo streslo. Ama prav ali narobe se tukaj vzdržim. Dejstvo je, da pretresa.
kaže na to, da se recimo na našem prostoru Evrope samoumevnost ali prekritje med NATO in EU ne bo izšlo. Verjetno ne. Interesi NATO, Ni. Pa interesi Evropske unije se verjetno bodo začeli na nek način razhajati. Dokaz je vendar seveda Turčija. Ne? In tudi pač vse drugo, recimo tipičen primer, tudi Velika Britanija. Velika Britanija sigurno ne deluje v interesu Evropske unije, hkrati pa terja solidarnost po ključu NATO. Ne? Ja. In to tako, brez dokazov. Dejva se štet, no? Se pravi, imamo diplomatsko hladno vojno, ne? Imamo trgovinsko hladno vojno, imamo verjetno še kakšno. Ne? Mislim, kaj so smeri razvoja svetovnega sistema v tem trenutku? Evropska unija ima, in to sama tudi poudarja, ima neko priložnost, da v bistvu preusmeri kakovostno, po kvaliteti politiko od avtokratskih momentov k sistemskim momentom, ne, v normalne okvire neke politične filozofije, ki ni osebna, ampak je sistemska. Ne. Se pravi, Evropa tu ima dobro smer, vprašanje pa jo lahko zdrži. Ne. Predvsem, jaz sicer ne vem, kako ta stvar deluje, ampak recimo, ali bodo te internacionale, kot so Ljudska stranka, socialisti in tako naprej, pomembnejši od evropskih interesov, ali ne bodo, bo kazala prihodnost, ampak recimo že zadnjica povedala, recimo pri spoštovanju arbitražnih sodb, recimo se maje, ne? Ta logika. Ne? Potem naslednja stvar, ki je, Evropska unija recimo lahko poskuša regulirati zlorabe, internetno poskuša regulirati zlorabe, kakršne so se pač ugotovile pred slabim letom, ko je pač naša kolegica v The Guardianu dokazala, da je Cambridge Analytica manipulirala in za Brexitom in za Trumpom, za volitvami. Deva pojasniti najširšemu občinstvu, kaj je Cambridge Analytica. Ne? Se pravi, to je družba, ki uporablja zelo sofisticirana orodja, specializirana za obdelavo največjih možnih količin podatkov. Obdelava teh velikih količin podatkov, pravi enormno velikih podatkovnih zbirk, pa omogoča zelo natančno ciljanje posamičnih oseb, tudi z izmišljenimi fake novicami. Ali pa usmerjenimi, predsodkovno usmerjenimi novicami. Ne? Kar bi pa lahko do neke mere spremenilo njihove nakane ob volilni skrinci. Tako, a sem v redu to povedal? To si dobro povedal. To je v bistvu smer nekaj podobnega, kot so bili pri nas brezplačniki, samo da je to inteligentno narejeno, ne bilo pa butasto narejena usmerjevanja. Ne. Te metode so pa strašljive zaradi tega, ker v bistvu na čist osebni ravni pobere tvoje podatke iz baz, ne. Se pravi, tvoje osebne podatke. To je najbolj ranljive podatke in potem novice usmerja skladno s tvojimi predsodki ali pa s tvojimi šibkimi točkami. Ne. To pa je precej strašljiva zadeva in seveda zdaj potekajo na veliko zasliševanja v Ameriki, so hearingi v Angliji in tako naprej. To je izredno velika tema zdaj v svetu. Se pa sprašujem, kaj je vzelo eno leto, ne, ker kolegica je to naredila 17. maja, mislim, da lani, ne, je že napisala ta članek, ne, in zelo nadrobno napisala, dobila tožbe na glavo in vse, ne, in hiše očitno to je in bo vzdržala, Guardian oziroma Observer, pa je zelo jasno shemo napisala in je že takrat rekla, da ima zelo zanesljivega vir, ne, ki ga ni izdan, ampak ta vir zdaj priča javno. Ta vir je postal razkriti žvižgač. Tako je. On sam pove, kako je bilo in tudi jasno pove, kako, spravi novinarka je v tem smislu rešena, bi jaz rekel, ne, sama. Ampak to so zdaj velike teme in mislim, da sem zasledil, no, da tudi pač v Evropski uniji se pač razmišlja, kako se obraniti pred tovrstnim nasiljem oziroma pred tovrstnimi pač. Mislim, ampak veš, to pomeni, ne, da naš kolektivni možgan, ne, ki se odloča recimo o tem, komu dati oblast, ima ugrajen virus, ki, ne, je pa delo partikularnih posamičnih možganov, ne, kar je resna težava. Seveda je, ne. To je konec neke demokracije, nekega tipa demokracije
in postavlja vprašanje o tem, ali mi sploh še odločamo, ali res mi še odločamo, ali to odloča nekdo drug. Ja, veš, sej, veš, te debate, a odloča velekapital ali velekapital preko oglaševanja, preko financiranja strank, pravzaprav bolj pomemben kot volja ljudstva. Te razprave niso nič novega. Ja, to je derivat iste logike, samo zdaj je pa dobesedno, zdaj pa v bistvu manipulacija v spalnico prišla. Se pravi v intimne dele človeka, v njegove, se pravi, psihogram človeka narediti. Na hormonsko ravno človeka. Ko pride neka umetna inteligenca, ja. Čist matematično ali pa če hočeš računalniško do tvojega psihograma in zgrajenega na podlagi 10.000 podatkov o tebi, ki so pa 10 milijonov. Ali pa milijonov podatkov o tebi, ki so pa analizirani iz bodisi da kot zdravniških kartotek, če hočeš, na vsak način pa tisti, ki uporabljajo Facebook, Twitter in tako naprej, iz intimnih korespondenc ali pa pol javnih korespondenc ali pa iz trenutkov razpoloženja, ki so potem že pozabljena in so popolnoma drugačna, vse skupaj združeno v en psihogram, potem te pa nagovarja na bazi te ocene. To pa je že poseg v spalnico, bi človek rekel. To je preveč intimno zloraba, ker ne vem, tiste zlorabe, veš, ki so jih uporabljali, so tudi med drugim bile prepovedane. Če se spomniš, ko je bil še celuloidni trak in je mu ena sekunda 25-22 posnetkov, se spomniš. Ja. Potem so psihologi delali poskuse, da so enega od 25 posnetkov dali noter posnetek Coca-Cole. Pričemer ustavljali. In potem, ko je nek film ali pa nek kader pač tista projektor zavrtel, tega ti nisi videl, ampak tvoja podzavest je pa zaznala. In so ugotovili, da je takrat, ko so pač te filme vrteli, potem v pauzi v kinih porast potrošnja Coca-Cole se povečala za toliko in toliko odstotkov. So ugotovili, da se da na podzavest vplivati. To so bili začetki takih, in to je potem bilo prepovedano. To, kar zdaj ti počnejo, je pa verjetno 1000-krat hujše od tega, pa nihče jim ni prepovedal. Omenjaš, da ima Evropska unija vendarle ambicijo, da tlele problem na nek način zagrabi, problem lažnih novic skuša omejiti, regulirati. Ni cenzura to? Ne, to ni cenzura. Se tudi zapori niso cenzura, oziroma če so pravilna cenzura. V zapor morajo iti kriminalci. Če je to cenzura, aleluja. Pa je cenzura, živela cenzura. Se pravi, stvari treba spraviti v red neke legalitete. Seveda, zdaj si me pa najdu, si me pa na kurjek stopil. Tisto, česar res ne prebavljam še od časa Žige Turka, ko je bil minister, je bilo uravnoteževanje. To se pravi pluralizacija medijev. Se pravi, damo na eno stran lažnivce, na drugo stran tiste, ki se trudijo govoriti resnico, deljeno z dve je pa ta prava mera. Ne, še boljše, da daš na levo lažnivce, pa na desno lažnivce. Srednja mera je pa, srednja mera je pa uravnoteženo poročanje. Ja, ne, mislim, kaj je pa? Problem je... Ena laž, pa druga laž, je na sred resnica. Tisto, kar seveda ni, tisto, kar me je pogrelo, pa se o tem tudi mislim razpisati, je bilo to, kar sem danes v Delu prebral, pa na STA-ju, ker Žiga Turk se nekako samo povabil v komisijo ekspertov na ravni Evropske unije, ki bodo uravnoteževali te stvari, o katerih zdaj govoriva, in osnovnih konceptov neresnice, resnice in laži ne razumem. Ja, ko si rekel samo povabo, prišel je hkrati skozi zelo gosto sito. To se samo izprašujem, kaj je s tem sitom narobe, če nekdo sooblikuje evropsko politiko v tako pomembni temi in ne razume dejstva, da je Cambridge Analytica izredno problematična stvar. To vsi pravijo in strokovnjaki pravijo, in on reče, v Delu sem prebral, pa na STA-ju, da se o tem pretirava in da to ni imel takega vpliva, kot se mislim, da strokovnjaki pravijo tako. Jaz pa berem povsem drugače. Strokovnjaki nedvoumno pravijo, da je to strahovit problem, kar sem jaz prebral.
In ti rečem, ker sem to bral, me je pogrelo in sem spomnil obdobja brezplačnikov, v katerim je kraljeval tudi Žiga Turk et Consortes, ki so bili takrat na oblasti, kako se je diskvalificiralo, kako se je lagalo, kako so penetrirali v slovensko pamet, kako so zlorabljali vse, kar se zlorablja da, in je molčal, ni rekel nič in do današnjega dne ne reče nič, zdaj pa te iste metre uporablja na evropski ravni, ne? Potem pa jaz v tako Evropsko komisijo oziroma v tako skupino, ki to počenja, seveda s predpostavko, da so vsi njemu podobni, pač ne verjamem več, ne? Oziroma na njo ne dam nič. Ne? Upam, da dajmo počakati, ampak ta stališča so popolnoma nesprejemljiva. To se pravi, to, da imajo ljudje samo sposobnost predelovati lažne informacije, ne? Halo. Ja, ja. In da tukaj niso potrebne regulacije, da je pa potrebno unesti v medijsko krajino več pluralizma, to je njegova teza, ne? Ja. To je tipična teza iz leta 2004 do 2008 in tik pred 2008 za volitve, ko so lansirali tiste brezplačnike, v katerem so iz vladnega denarja lansirali oglase in so potem se je naredila preiskovalna komisija, v kateri so dokazali vse živo, so se pa norca delali iz preiskovalne komisije in iz dejstev, do katerih so prišli. Ja, tukaj se pa neha, ne? Tukaj se pa neha. Je pa res, ne, da so ti brezplačniki bili tak zelo zanimiv fenomen, ne, ki se je izkazali, da so ljudje, ki so sicer brezdomci, ne, žal, ne, registrirani kot dobivali posojila po 300.000 evrov osebe, družb, ki so to. Mislim, to je bila klasična oblika recimo nekega področja, ki bi ga lahko označili za kriminal. Ne? Potem pa poseganje v javni prostor in to v maniri lažnivih novic, v maniri psihološke manipulacije, vse to, kar danes obsojamo pri Cambridge Analytica. Ne? In to je samo ti so to delali z dosti bolj sofisticiranimi metodami. Ti si bil papir, tlele pa digital. Ampak takrat so tudi obstajale skupine, za katere se je verjelo, da so podprte iz strani tedanje oblasti, ne? In so sistematično diskvalificirali po internetu. Takrat to so bili izredno kruti časi, ne? To so bili medijski umori osebnosti, to je bilo vse kar češ, ne? Veš, skratka, to ni tema, ki bi bila za nas nova. Sploh ne, ne? In zato me pogreje, ne? To, kar... Ne, mislim, ko praviš, da tema, ki za nas ni nova, ne? Jaz bi celo rekel tako, veš, da so se kakšne ideje v preteklosti, ki so zdaj implementirane, da se izrazim učeno v najbolj zahodne demokracije, da so se testirale nam rekel podganah, ampak na teh morskih prašičkih iz podalpsko-mediteranskega sveta, ne? A prime ali ne prime, ne? To bi bila teorija zarote, to ne verjamem, da smo bili zanimivi takrat za njih. Ja, mislim, zanimiv si zaradi tega, ker testiraš, a veš, nekaj ima učinka ali ga nima, ne? Definitivno je to danes svetovni in predvsem vse evropski problem. Slovenija je toliko mejhna, ne? Da je vzorčno zanimivo, misliš? Tako, ne? Veš, lahko narediš kaj stadij. Ja, če imaš prav, me začne še bolj skrbeti, ne? Ampak... Se ne pravim, da imam prav, ne? Ampak vsekakor pa imaš prav v tem, da ne gre podcenjevati pomena tega modela ali pa prostora, ne? Ker sigurno, recimo, jaz sem prepričan, da tudi recimo v izjavi, ki jo je izdelal Lavrov, so presne dobro preštudirali, kakšne argumente so imeli komentatorji po celi Evropi za povedati, ne. Se pravi, te stvari, ki se javno dogajajo, so javne, so na udaru in tako, ne. In zato je tako pomembno, da je medijski prostor pač v tem smislu odprt, da imajo pač vsi argumenti prostor. Je pa treba popolnoma jasno ločiti med argumentom in med manipulacijo oziroma celo lažno informacijo, ki poskuša pridobivati moč argumentacije na laži, ne? To je, ne? In to, kar so počenjali v tistem času, med drugim tudi Žiga Turk, ne? Da so pluralizem informacij enačili s političnim interesom in to še danes počnejo, to je popolnoma zgrešeno. Se pravi, politika ne more diktirati modela uravnoteževanja informacij. Ne more. Zato, ker sama politika je interesna
in subjektivna in predvsem zahteva totaliteto vseh odnosov samo zase. To se pravi, vse, kar je v interesu politike, obstaja, kar pa ni v interesu politike, pa sploh ne obstaja. Se pravi, briše civilno družbo, mediji so pa v samem svojem jedru civilna družba. Ne? In to je, mislim, če bo Evropska komisija to logiko sprejela, ne, potem bom žalosten. Hvala lepa za današnji razmislek.